Pozdravljeni. Afera Piastri še ni prišla do svojega zaključka, ampak kljub vsemu se lahko mi navdušenci začnemo spraševati, ali v sodobni Formuli 1 je še smiselno imeti vozniške šole oziroma mladinske programe. Afera Piastri je nam, navdušencem, pokazala marsikaj, čeprav konca še zdaleč nismo videli. Ampak postalo je vsakomur jasno, da kake lojalnosti v svetu motošporta pravzaprav ni. Tako strani voznikov proti nekaterim ekipam, kot tudi obratno. A treba se vprašati, v tem danem trenutku je smiselno imeti mladinske pogone. Vsaka ekipa ga praktično ima. Mercedes, Ferrari, Red Bull, tudi Alpine, ampak pri manjših ekipah lahko tudi vidimo, da imamo voznike pri Akademiji Sauberja, Williamsa ter še bi lahko našteval. Ni nekaj obveznega, ampak ekipe so ugotovile, da vkolikor podpirajo mlajše voznike v nižjih kategorijah, bodo na to, kolikor bodo uspešni, bistveno cenejši, kot če bi jih skušali praktično na trgu iztrgati iz rok njihovi direktni konkurenci. A gre za dva različna pristopa, kot smo videli pri McLarenu. Namreč McLaren je verjetno ena izmed redkih ekip v Formuli 1, pravzaprav nima svojega rezervnega voznika. A vkolikor pogledamo te mladinske pogone, nam najprej pride na misel Red Bull. Znani so potem, da ogromno sredstev vlagajo v nižje kategorije. V Formuli 3 in Formuli 2 vidimo v barvah Red Bulla celo množico voznikov v različnih ekipah. In verjetno, če ne bi imeli številk na bolidih, bi jih izjemno težavo ločili enega do drugega. Ampak bistvo je, da v Formuli 1 je število sedežev omejeno. Tudi pri Red Bullu se je spremenilo marsikaj. Pred nekaj leti so imeli takrat skuderijo Toro Rosso namenjeno pravzaprav kaljenju mladih talentov. Približno vsaki 2 sezoni so zamenjali oba voznika. Vkolikor sta se dokazala, sta lahko dobila priložnost v ekipi Red Bulla. Vkolikor nista zadovoljila okusov Helmuta Marka, hvala lepa ter nasvidenje, treba je narediti prostor nekomu drugemu. Danes v Alfa Tauriju vidimo, da imamo na enem sedežu Pierra Gaslija, ki je v ekipi Red Bull pokazal, da v tistem trenutku še ni bil dovolj zrel, in na drugem sedežu pač Yukija Tsunodo, ki je produkt programa Honde. Torej, za vse tiste mladeniče, ki se kalijo v Formuli 3 in Formuli 2, praktično ni prostora v Formuli 1, vsaj kar se tiče Red Bulla. In pri skuderiji Ferrari se je prav sedaj zgodilo nekaj, dovolite mi izrazu, bizarnega. Dobili so dogovor z ekipo Haas, da bo na veliki nagradi Italije in veliki nagradi Združenih držav na prvem prostem treningu za to ameriško ekipo nastopil Giovinazzi. In Giovinazzi je seveda produkt Ferrari Driver Academy. Z njihovo finančno pomočjo je tudi prišel do sedeža. Najprej v Sauberju. Pri ekipi Haas ga v sezoni 2017 niso bili preveč veseli. Na to seveda je bil nekaj sezon pri Alfa Romeo Racing, danes Alfa Romeo F1 Team. In sedaj bo za 2 prosta treninga ponovno pri ekipi Haas. Čeprav je treba poudariti, da sedaj je mnenje Güntherja Steinerja o kvalitetah Giovinazzija čisto nekaj drugega kot tisto, kar smo slišali v sezoni 2007.
In ukolikor bi bili hudobni, a nismo, bi lahko dejali, da kakšno spremembo lahko naredi finančna podpora. A danes se lahko sprašujemo, zakaj Ferrari mora podpirati Giovinazija. Naprimer, a nima v lastnem pogonu kar nekaj voznikov, ki so zanimivi. Naprimer, Schwarzman bo kot novinec nastopil prav v Scuderiji. Ampak zakaj podpirati seveda Giovinazija? Dosti je bilo špekulacij o tem, da Mick Schumacher bo izgubil sedež v naslednji sezoni. In treba je priznati, da nisem med tistimi, ki so preveč navdušeni ne nad Schumacherjem in še manj nad Giovinazijem. A res, program Ferrarija ne zna pripeljati nekoga konkretnega v Formulo 1. Namreč imeli smo kar nekaj zanimivih profilov, ki so si sedež v Formuli 1 priborili skozi tak program. Tu ne smemo pozabiti naprimer na Julesa Bianchija in seveda Charlesa Leclerca. Kot tretji je skozi ta program seveda prišel Mick Schumacher, ki je pod vprašajem. A Antonio Giovinazzi je sedež izgubil in to pri, recimo temu, sestrski ekipi Alfa Romeo F1 Team. Če tam niso bili zadovoljni z njegovimi uslugami in so raje kot njega vzeli Žuja, no ja, to ima svoj pomen. Res, Žu je imel finančno podporo, ampak Giovinazzi tudi. In vidimo lahko pri nekaterih ekipah, da bolj kot na kvantiteti delajo na kvaliteti. In tu bi lahko poudarili, naprimer že prej omenjeni McLaren, ko je vzgojil Landa Norrisa, Mercedes, ki je vzgojil seveda Georgea Russella, ampak potencialno imamo Thea Pourchaire v šoli Sauberja, Alfa Romeo F1 Team, pa tudi Logan Sargent, ki je vezan na Williams, kaže izjemno potencialno kvaliteto. Zanimivo je, da v Formuli 2 vodilni v tem trenutku Felipe Drugovich ni član nobene akademije. In seveda to ima dobre in slabe strani. Po eni strani je prost na tržišču in se lahko meni s komorkoli. Po drugi strani dobro vemo, koliko je prostih sedežev, naprimer v naslednji sezoni. Bore malo. A sedaj se zopet pojavlja tisto vprašanje, ki je bistveno. Kaj je bolje? Imeti akademijo in vlagati v mladinske pogone ter na koncu morda pobrati sadove tega dela ali na tržišču, seveda malo dražje, kupiti voznika, ki kaže talent in talent v Formuli 2. Ne govorimo o tem, da bi bilo treba nekoga spremljati, naprimer od Formule 4. Afera Piastri nam je pokazala, da konec koncev ta druga rešitev je bistveno bolj smiselna. Zakaj tvegati? Bolje je prihraniti tiste denar in ga na to porabiti skupaj, ko se je treba privabiti določenega mladeniča v svoje vrste. In še tu obstaja tveganje. Ampak brez tveganja ni niti Formule 1. Ampak izgleda, da je ta sistem vzgajanja mlajših voznikov s pomočjo akademij v tem trenutku malce zastarel. Videli bomo, ali bodo ekipe dobile neko rešitev, kajti vidimo lahko, da je ta prehod predvsem med Formulo 2 in Formulo 1 vse prej kot logičen ter smiselen. O tem se bomo seveda še pogovarjali v prihodnosti. Za danes je pa to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.